Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Melon in Juice. Z vami sem Rok Makovec, soustanovitelj in pa kreativni direktor v podjetju spletne agencije IT Melona in pa Gabor Marolt, poslovni in NLP trener. Gabor, pozdravljen. Rok, pozdrav tudi tebi, hvala za povabilo in lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Gabor, NLP trener, kaj pomeni NLP? To najtežje vprašanje. NLP je neurolingvistično programiranje. Slovenščina nas je narava sicer obdarila tudi z enako kartico, kot imajo neznani leteči predmeti, ampak nimamo nič kaj veliko podobnosti. Neurolingvistično programiranje govori o tem, kako sprejemamo informacije, ki so nam na voljo okrog nas, kako iz naše realnosti sprejemamo informacije. To počnemo seveda z čutili. Potem seveda, ko hočemo mi nekaj povedati, to ponovadi počnemo z besedami. Če hočemo neko sporočilo nekomu sporočiti, povemo z besedami. In seveda je zelo pomembno, na kak način uporabljamo besede, ker veste, da se pač ljudje se različno počutimo. Večinoma zaradi tega, ker pač ljudje nam nekaj stvari razlagajo ali pa storijo. In seveda, kot pravijo, pero je močnejše od meča, je zelo pomembno, na kak način uporabljate besede. Te pa seveda še to, ukvarjamo se z vedenji, ukvarjamo se z rezultati, z cilji, ki jih dosegamo in enostavno večina ljudi ve, da določeni rezultati, ki jih dosegajo v življenju, jim mogoče niso najbolj povšeči. In so rezultati ravno teh vedenj, ki jih pač počnejo. In to so tisti vzorci, ki jih pridobivamo skozi odraščanje v šoli in tako naprej. In seveda pač, ko priješ do neke faze v življenju, ugotoviš, da mogoče bi se pa dalo kaj boljše narediti in seveda pač s tem se NLP ukvarjamo. Kako početi stvari boljše, kako boljše komunicirati, kako imeti boljše odnose, kako biti še bolj ciljno usmerjen in to. In dejansko pač pomagamo ljudem, da si ustvarjajo taka življenja, kot si jih želijo. Skratka, zelo širok spekter izobraževanj. Res je. Danes pa nismo zato tukaj, da bomo govorili o NLP. Odločila smo se, da vam bomo predstavila, kako pripraviti uspešen webinar. In sicer podkrepljeno z praktičnim primerom webinarja, ki si ga izvedel pred kratkim. To je bil webinar imenovan Vzgoja in učenje z manj stresa. Webinarja se je udeležilo kar veliko število ljudi. Nam zaupaš, koliko jih je bilo? Sicer sam vem, povej občinstvo. Dejansko super odziv je bil, tako da hvala vsem, če ste med vami, ki zdaj gledate, tudi nekateri, ki ste gledali ta vaš webinar, katero izmed nadaljevanj. Bilo je več kot 200 udeležencev že na prvem. 228. 228 vas je gledalo. Res super, in verjetno je tema zanimiva v teh časih, ko smo postali tudi domači učitelji. Starši smo se znašli kar na lepem v enem taki situaciji, delamo od doma, še vedno moramo precej stvari narediti. Najverjetneje marsikdo še več dela kot prej, ravno zato, ker so razmere negotove, ne vemo, kaj nas čaka, kako se bodo stvari razvijale naprej. Hkrati poučujemo otroke in tisti partnerji, starši, ki imate več otrok doma, ste najverjetneje pred kar velikimi izzivi. Ja, velika večina se je znašla s velikem izzivu, saj delamo od doma, skratka imamo še vseeno naše redne stvari, ki jih imamo za doma podelati, jih moramo narediti, pa čeprav je naša služba mogoče v tem času nekoliko obširnejša. Zdaj, če naredimo korak nazaj, pa pogledamo webinar. Navajeni smo delavnic v živo, tudi sam sem se udeležil tvojih NLP delavnic, bil sem najavljen na stopanju, na NLP diplomi in NLP praktiko. Ampak te delavnice potekajo v živo, v učilnici. Sedaj si pa naredil webinar. Zakaj si se odločil ravno za webinar in kakšen izziv ti je to predstavljalo? Ja, dejansko vsaka delavnica na nek način predstavlja izziv. Vem pa, da znam izzive premagati, seveda pa če je vse povezano z pripravo in tako naprej. Dejansko so nas razmere velikost porinile v to, sicer to ni bil prvi moj webinar, kar precej webinarjev sem že naredil, tudi na to temo. Prvič pa sem ponudil en tak krajši webinar posnet, kjer sem pač skoncentriral nekaj nasvetov, za katere se mi zdi, da pač bi staršem prišli prav v tej situaciji. In je tako kot pač vsake stvari, če hočeš, da je v redu, če hočeš, da pač je treba kar precej stvari premisliti,
uporabiti neko solidno tehniko, imeti pač pripomočke, ki bodo to omogočili in jaz mislim, da smo kar dober odziv. Ja, odziv je bil res dober. Če pogledamo, da smo imeli 228 prijavljenih na prvem predvajanju webinarja in pa če pogledamo, da smo za pridobivanje teh prijavljenih uporabili zgornjo platformo Facebook in če pogledamo še korak nazaj iz marketinškega stališča, je to zelo dober rezultat, saj smo to uspeli pridobiti v 5 dneh. Zdaj pa kako smo se tega lotili, je bilo, da smo ti dali neka navodila, sicer rekli smo, da posnami video za oglas. Kako si se loti tega? Ja, res si mi skozi govoril, da je posnam video. Zadnji cajt, da si se lotil. Ja, očitno je video orodje, s katerim enostavno pač je treba iti v svet. Webinar je na nek način video že sam po sebi, to, kar smo video uporabili tudi v reklami, odnosno v napovedi. In tudi ta napoved, seveda pač enostavno mora sporočati, kaj bodo ljudje v tem webinarju videli, kaj je ta vsebina. Jaz osebno mislim, da je vsebina res koristna v tem trenutku za vse nas starše in da sem nekako uspel skozi ta promocijski video, napovedni video, to sporočiti vsem potencialnim gledalcem. Z marketinškega stališča bi rekli, da si uspel nagovoriti bolečino ljudi, ki se srečujejo z nekimi določenimi izzivami v tem času, ki je nastal. Video si pripravil sam, če gremo nekoliko na tehnični vidik, kako si se lotil priprave videa, s čem si ga posnel, vemo, da si bil doma. Ja, delamo doma. Včasih si bil v svoji učilnici. Dejstvo je, da se mi zdi, da je super, da ljudje to vsebino dobijo. V teh časih, da mislim, da bo pomagala bo doma, pomagala bo pri šolskem delu, pri vzgoji, to so komunikacijske veščine, veščine poučevanja. Marsikdo med gledalci so bili učitelji in jaz znam, da bo tudi njim to potem kasneje, ko se bodo spet vrnili v razrede, da bo vse to koristilo, mogoče pa danes še toliko bolj, mogoče tudi tisti, ki to gledajo zdaj, ker delajo online, tudi učitelji, mogoče marsikomu to koristilo, kako te stvari narediti. Vem tudi od naših učiteljev, ki zdaj delajo online, in da ima marsikdo težave. Zdaj, da bi kaj posebnega uporabil, ne vem, zdaj, jaz sem ogromno webinarjev pogledal že v svojem življenju in večina ljudi dela pač z računalnikom, gledaš na platformo, potem gledaš noter v to, je super. Za marsikoga je to top shit in pač lahko uporabljaš PowerPoint, kup enih pripomočkov, potem pa marsikdo gleda, ima koga ima med gledalci, tega, ja, zdravo, Jani, zdravo, Mišela, zdravo, nekdo, kdorkoli. Super, to se na tak način tudi tako povežeš z ljudmi. Meni osebno so bolj všeč te, tako bi rekel, webinari, v katerih pač je predavanje, ne? Lahko je še ena interakcija z gledalci, z udeleženci, ampak na nek drug način se mi zdi, da to dvigne vse skupaj na en nivo više. Jaz verjamem, da smo uspeli to doseči, tudi jaz sem zadovoljen s temi videi, ki smo jih posneli. Mogoče je celo vsak še boljši. Prvi del je bil pač tak, drugi del se mi zdi še boljši in verjamem, bo tretji še boljši. Tako da mogoče bomo mogli prvi del še enkrat posneti. V glavnem, ja, posnel sem kar s telefonom. Za svojim telefonom, vse imam v redu telefon, sicer star že 2 leti, pa očitno v redu deluje, imel sem green screen. Za en video sem uporabil kar ozadje naše učilnice, stvarno pa smo potem seveda green screen omogočili, da lahko zamenjate ozadje. Zdi se mi, da pri webinarju je super, če imate relativno enotno ozadje, pa potem omogočite še kakšne napise, lahko so potem slidi iz PowerPointa, karkoli. In jaz mislim, da smo to kar dobro uspeli narediti in prenesti vam. Ja, kot si povedal, vsak izmed nas danes nosi mini kamero s sabo po svetu. Eni imamo v žepu, ženske imajo v torbicah, jaknah, kjerkoli. Posnamemo se lahko na kjerkoli lokaciji, ko se pač ustavimo. Green screen, kot si ga omenil, lahko naročimo si na Amazonu, eBayu za 20-30 €, ni tak strašen vložek in lahko zamenjamo ozadje in se postavimo kamorkoli pač želimo. Seveda pa ni toliko pomembna tehnika, kot je pomembna vsebina, kaj mi povemo v videu, kako nagovorimo ljudi, kaj jim ponudimo in zakaj bi dejansko si tudi nekdo brezplačen webinar ogledal. Ker v končni fazi, rečimo, da je v glasi videlo veliko večje število ljudi, kot pa se potem udeležilo samega webinarja. Tema ni vsem zanimiva, ni vsem domača, mogoče tudi komu zanimiva, ampak
ker nekateri ne znajo prave vsebine podati v video ali besedilo, se ljudje ne odločijo za prijavo. Kako si se ti lotil tega izziva? Ja, to, kar si omenil, vse drži. Enostavno je super, če vsebina. Jaz verjamem, da vi marsikaj, ko to gledate, marsikaj znate. Marsikatere vsebine, ki jih vi lahko ponudite ljudem, prave. Enostavno je potrebno jih na pravi način predstaviti in očitno smo to uspeli, da smo pritegnili tako število ljudi. Kot sem že prej omenil, so pač razmere takšne, kot so in enostavno se vsi soočamo s tem, da smo doma tudi domači učitelji, poleg vsega ostalega, kar še počnemo in starši smo dejansko postavljeni taki super starši, kar na lepo moramo znati delati vse in ja, očitno so se z tem povezali vsi te, katere pač naša vsebina animira. Zdaj, dejstvo je, da ja, ponudba je zdaj ogromno. Vsi delamo webinarje online, to pač tam so se razmere pač prisilile v to. Dobro, se pravi, nekateri smo te stvari počeli v neki meri, do neke mere že prej. Definitivno pa je, da je to način poslovanja, ki ga marsikdo dela že pač v osnovi in verjamem, da se bomo tudi Slovenci počasi vedno bolj premikali v to, čeprav še vedno vabljeni na naše žive delavnice. Upam, da bo čim prej razmere take, da bomo spet tako stvari začeli tako, kot smo navajeni, tako kot si tudi ti bil navajen. Jaz mislim še vedno, da eni stvari pač enostavno ne moremo nadomestiti. Mislim, da tist nekega vonja, okusa enostavno pri nekaterih stvareh ne moremo, enako kot ne morete iti v restauracijo online, enostavno, če hočete delavnico izkusiti res v najboljši meri, je pač enostavno treba priti. Zdaj, če pogledamo, sam povedal, upamo, da bodo te razmere čim prej šle mimo, ampak če pogledamo nazaj, rečemo nazaj, naredili smo prvi webinar, ta je bil brezplačno, gledali si ga je 228 ljudi. Kaj pa zdaj? Ponudili smo jim drugi webinar. Kaj je bilo tisto, zaradi česa so se ljudje odločili, da so pogledali naslednji webinar, vem, da je tudi bil nek minimalni prispevek za plačati. Kako je s tem? Ja, zdaj, dejstvo je, da ta delavnica vzgoja in učenje stresa je obstajala že prej. To je ena izmed najpopularnejših mojih delavnic in sem jo predaval že na ogromno šolah, v vrtcih, razpisnih delavnice, ogromno staršev in pedagogov udeleževalo in jaz mislim, da pač enostavno so razmere take, da je to še mogoče toliko bolj zanimiva tema. Dejstvo pa je, da se pravim, enostavno preliti neko delavnico v online mogoče ni tako enostavno, kot se zdi. Se pravi, enako pač se sediš pred računalnikom, odpreš PowerPoint in poveš enako, vendar pa se mi zdi, da kamera in taka široka publika zahteva malenkost drugačen pristop. In jaz mislim, da smo to uspeli napraviti. Zdaj, drugi del, zdaj, originalna delavnica pač traja skoraj 3 ure, zdaj ta prvi webinar je trajal, ne vem, tam dobre pol ure, se pravi, da je nekaj vsebine, še kar nekaj vsebine, ki jo lahko predstavimo. Zdaj, prva je sigurno bila brezplačna, mislim, da je to nekaj na svetu, ki vsi starši želimo, ki bo vsem prišlo prav. V drugi pa pravzaprav smo, ne vem, postavili neko res minimalno ceno, jaz bolj to imenujem kot prispevek za nadaljevanje dejavnosti, dali smo ceno 7 evrov. Ravno zato, ker tudi mi moramo plačati stroške, enostavno neke stvari se morajo nadaljevati, se tudi za vas verjetno bodo nadaljevale. V končni fazi tudi, ne vem, ko gremo kupiti WC papir, vsi vejo, da ga rabimo, ne? Samo plačati ga moramo. Tako da, jaz mislim, da to nikogar ni odvrnilo in tudi dejansko na drugi del je bil zelo, zelo dober odziv. Če pogledamo, taka delavnica oziroma webinar zame kar nekaj dela. Prvo je priprava, potem je posnemanje, montaža, prenos in tako naprej. Vse skupaj vzamem mogoče celo več dela, kot pa priprava prave delavnice tukaj v živo, ne? In pa če pogledamo z drugega stališča, poleg tega, da smo pripravili nadaljevanje delavnice za te osebe, ki so se prijavili na prvi del, je tudi bila to dobra naložba v tej smeri, da imamo kar 228 kontaktov za obdelovanje naprej, ki se bojo morda tudi udeležili kakšne delavnice v živo, ko bo ta karantena mimo. No, najverjetneje smo marsikoga izmed teh obiskovalcev, gledalcev pripričali. Jaz verjamem, da teme so zelo koristne tako za starše, kot za pedagoge, vzgojitelje, profesorje in vse, ki pravzaprav se ukvarjajo s poučevanjem.
NLP pa vsebuje še res ogromno širino in ogromno zakladnico znanja in metod, ki lahko marsikaj olajšajo. Dejansko so udeleženci naših treningov poslovneži, mladi, starejši, ne vem, od 25 do 65 let. Tudi malo manj, to je res, ja. Je dejstvo, da pač vsi najdejo zelo koristne stvari, vsi naredijo res velik osebni napredek, znajdejo se dosti bolje v karieri, v podjetniških, recimo vodah, kot ti tudi osebno. Dejansko ta človek to en pospešek, izboljša komunikacijo, izboljša odnose in zato verjamem, da bo marsikoga, ki ga je pritegnila vsebina za starše oziroma vzgojno učenje z manj stresa, marsikoga verjamem, da ga bomo potem videli tudi na delavnicah. Nekatere stvari bomo pa verjetno ponudili tudi online, zato ker pač smo se zdaj začeli mogoče malo bolj s tem ukvarjati. Ja, res drži, kot si povedal, tudi sam so se na začetku svoje podjetniške poti udeležil tvojih treningov in moram reči, da je predvsem pomagalo pri komunikaciji z poslovnimi partnerji, z strankami, lažje spostaviš stik in pa ne spoznaš nekoga na drugi strani, ga razumeš, kaj dejansko želi od tebe in res sem vesel, da sem se udeležil delavnice pri tebi. Kakšne izzive imaš pripravljene pa naprej? Vemo, da se seliš počasi na splet, bil si že aktiven prej, imaš novo spletno stran, redno objavljaš na družbenih omrežjih. Kaj nas čaka v tem obdobju zdaj, ki je pač nastalo zaradi trenutne situacije? Ja, hočeš nočeš so to orodja, ki danes obstajajo in če želite priti na površje, enostavno jih je treba uporabljati. Te se tudi tebi moram tu zahvaliti, ker dejansko pač tvoja ekipa res skrbi za vse te moje stvari, tudi naredili smo mojo spletno stran, tudi mi pomaga pri objavi na Facebooku, na LinkedInu in tudi na Instagramu. Dejstvo so pač vse ti kanali očitno pomembni danes, jaz se zelo rad učim na teh področjih, vsega ne vem, sem pa še zelo mlad po svoje, ne, in če malo pa let več malo rok. Ampak dejstvo je, da so te stvari se bodo pač razvijale in verjetno brez njih ne bomo mogli. In dejansko je pač poslovanje online na nek način udobno. Tako kot včasih, ko smo mogli za vsako stvar hoditi v banko, enostavno danes to naredimo na telefonu, doma, iz nastanjača, tako kot tudi izobraževanje. Je pa dejstvo, ne, da to izobraževanje nadaljavo enostavno zahteva od udeležencev kar precej discipline, ker enostavno, pač če vi morate priti nekam v neki določeni uri, ste pač tam, imate urnik, tudi nimate nekih drugih motilcev, razen telefone, pa še tiste vas prosim, date na stran. Enostavno doma pa imate pač vse, tako da morate pač sami tudi poskrbeti za to, da boste potem imeli pozornost, drugače pač lahko gre skozi v eno noter, skozi drugo ven. Ampak to so tudi za nas, trenerje, coache, tudi izzivi. In jaz sem vesel, da pač tudi ta, ko gledam, koliko časa ljudje posvetijo ogledu nekega webinarja, da so z nami do konca, koliko ljudi se potem naslednjega webinarja drži. Jaz sem vesel, da uspemo prepričati toliko ljudi, da je ta vsebina koristna, da bodo te nasveti uporabni in mi je super veselje, da pač lahko pomagamo ljudem na ta način. Zdaj, v nadaljevanju bomo še nekaj vsebin selili na splet, nadaljevali bomo z to serijo vzgojno učenje z manj stresa, verjetno bomo tudi kakšno krajšo NLP delavnico naredili, močno vsebino posebej za pedagoge, tako da to je stvari, ki bomo še odkrivali, seveda pa bomo potem tudi z vsebinami, ki so pač v živo, nadaljevali takoj, ko bo to možno. Bomo izkoristili še eno stvar, verjetno marsikdo, ki gleda to oddajanje, ima neko znanje, ki bi ga radi delili svetom, najverjetneje vas zato to zanima, kako to početi, kako stvari početi uspešno na tem področju. In za vse tiste, ki bi radi znali nastopati, ki bi radi znali pripraviti vsebino, bomo v kratkem pripravili tudi program Postanite NLP coach in pa zato, ker dejansko to so tiste vsebine, tiste veščine, ki jih rabite, zato, da boste lahko svojo vsebino pripravili in pa podali na način, ki bo ljudem zanimiv, da bo koristilo in tako naprej. Seveda, najverjetneje boste rabili tudi digitalno podporo, za kar najverjetneje se lahko obrnem na vas. Ne? Ja, res je. Mi pripravljamo vse od strategij do spletnih strani, oglaševanj in vse vrstne predstavitve podjetja na spletu, kot tudi v fizični obliki, klasični. Bi pa na tem področju rad predvsem poudaril, da kot je že Gaber povedal,
pomembno je, da damo ljudem neko dobrobit. V tem času moramo zgraditi dobro blagovno znamko. Blagovna znamka je tista, katero si ljudje morajo zapolniti, vedeti za njo in ne zdaj. Ljudje, ko bodo prišli do težave, na nekem področju, na katerem mi lahko pomagamo, se morajo takrat spomniti na nas in zato morajo slišati za nas večkrat, moramo jim dati neko dobrobit brezplačno in pa seveda, kot je že Gaber povedal, vam lahko mi na tej poti pristopimo na pomoč. Vse se začne za svojo lastno spletno stranjo, če danes nimamo svoje spletne strani, nas na nek način ni, kot tudi če nismo prisotni na Facebooku, danes ne obstajamo. To lahko stopite z nami kadarkoli, na voljo smo vam tako za svetovanje, kot tudi za kakšno konkretno ponudbo. Verjamem pa, da tudi ti, Gaber, poleg tega, da te lahko najde na tvoji spletni strani, se lahko kadarkoli ljudje obrnejo nate z kakšnim vprašanjem, kje te lahko kontaktirajo. Ja, upam, da bomo pokazali na koncu naše te naslove. Povabim vas, da se oglasite na naši spletni strani www.nlp-center.si. Najdete tudi nas tudi pod istim naslovom na Facebooku, na Instagramu in na LinkedInu. V končni fazi lahko poiščete tudi moj osebni profil, Gaber Marolt, na vseh teh kanalih, lahko postanemo prijatelji. In potem pa jaz pravim, da bo marsikšne vsebine, ki boste videli tam, da vam bodo zanimive, da bodo zanimive tudi pri vas in verjetno boste tudi potem vi postali lahko ene izmed tiste množice ljudi, ki so se že udeležili takšnih in drugačnih naših treningov in delavnic in so dejansko uspeli napredovati in v poslu, in v karieri, doma, osebno in tako naprej. Ja, na tej točki vas res povabim, da sledite NLP Centru in Gabru na spletu, saj redno pripravljajo vsebine, ki so koristne za vas. Gaber, zahvalil bi se ti za današnji obisk, bilo je zanimivo, res smo podala nekaj praktičnih informacij, ki bodo ljudem pomagale. Kaj bi še jim rad sporočil? Ja, Rok, enako hvala tudi tebi za povabilo. Ja, dejansko, dajte ta čas izkoristiti zase, za druženje s svojo družino, s svojimi otroci. Dajte narediti tiste stvari, ki jih drugače niste mogli, ker ste pač enostavno bili prezaposleni. Tudi tisti, ki ste prezaposleni, je skrajni čas, da pridete na NLP trening, zato da boste zadeve lahko postavili malenkost drugače. Dejstvo je, da boste marsikdo od vas šel zdaj online, za marsičem, verjamem, da večina gledate ravno iz tega razloga. Ja, tudi v končni fazi, če se obrnete name, kako pripraviti vsebine in tako naprej, vam lahko pomagam. Za digitalne stvari se obrnite na Roka in na IT Melono. V kratkem, kot sem prej omenil, pripravljamo program NLP Coach, tako da vsi tisti, ki vas zanima, kako pripraviti vsebino, kako stvari postaviti tako, da bo zanimiva za vse vaše poslušalce, ste že zdaj vljudno vabljeni. Drugače pa še enkrat povabilo tudi k ogledu delavnice Vzgoja in učenje z manj stresa in pa drugih stvari, ki bodo na voljo online. Tako da res vsem hvala, ki ste se že do zdaj udeleževali vseh teh delavnic, vsem, ki ste z tako vnemo gledali Vzgoja in učenje z manj stresa, prvi del in pa drugi del. Z veseljem pripravljamo tretji del, tako da še malo. Dobre, hvala za te lepe besede, hvala, da ste se mi pridružil danes. Dragi gledalci, povabim vas, da, kot je že Gaber omenil, pogledate njegovo prisotnost na spletu, mu sledite. Prav tako vas povabim, koliko želite biti prvi obveščeni o naslednjih pogovornih oddajah Melon in Juice, da se prijavite na novice, tukaj spodaj najdete povezavo. Prav tako vas pa povabim, da sledite našim profilom na Facebooku, LinkedInu in Instagramu. Najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.